Dobro jutro, mislim življa, ker najbrž vi ne boste tega glih več zjutraj gledali. Jaz sem spal zunaj, zato ker stik z zemljo pa z ognjem, pa pogled v zvezde, ful nuca, pa pol se po noč malo zbudiš, ker malo mraz, pa pol malo začneš spet razmišljati, pa tako se marsikaj zaplete v bučki. Zunaj sem spal iz principa, ker je vremenska napoved rekla, da bo dež. Pa sem rekel, ajde da vidim, če bo res. No, pa ni bilo ne dežja, zdaj pa zunaj šajba. Tako da tudi vremenarji nam lažejo. Kaj je na tem svetu res? Kaj pa je narobe na tem svetu? 1, 2, 3, 4 stvari? Ne, čist vse je na glavo. In čas je, da mi tu skontamo vsi skupaj in rečemo, pa čak malo, pa vi mene drajsate čist povsod na vsakem koraku. Odgovor je da. Zdrajsani smo čist povsod. In zdaj mi, ko bomo spoznali, da smo nadrajsani, bomo se bomo šele lahko sestavili pa rekli, čak, sem malo. In bomo dobili tudi moč, da prevrnemo na glavo to sranje, srano, trekačelsko, z vsemi zakoni in z vsemi delovanjem, ki ga ta sistem ponuja. Pod pretvezo, da dela v dobrobit nas. Evo. Jaz včeraj sem govoril o sistemu, marsikaj še, jaz bi lahko naredil najbrž 10 delov tega, ampak dajmo si kar v osnovo, izhodišče. Vse je narobe. Šola, zgodovina, bančništvo, šolstvo, zdravstvo, politika, vse je z namenom, da se nas lupi z evri in na drugi strani, da se nas izčrpava energetsko, da mi postajamo vse bolj sužni, čedalje manj pravic, čedalje manj besede imamo. In skratka, čist v kot, elitica majhna bi nas pa pelala lulat in tako naprej. Zdaj tle, jasno je, da sistem pada. Jaz ne vem, koliko ste včeraj imeli zamar, ampak nad glavami so švigali avioni vojaški, k strela. Kaj oni delajo? Vaja je, veste, je pa vaja. Vija vaja za tiste, ki so si zamišljali nas spraviti v totalno suženjstvo v 21. stoletju. In te drekače, to so pa morilci. Te morilce je pa treba pospraviti, ker sicer mi ne bomo nikoli šli iz suženjstva ven. Njihova igra, ki so jo igrali, te pretveze, propade nemudoma, kadar mi spoznamo in se postavimo zase. No in včeraj sem se pravi nastavil ta sistem, da je pač v dreku in sem rekel, da bomo se pa danes pogovarjali pa o fokusu. In ja, v tem sistemu noter mu težko ubežimo, če nimamo jasnih ciljev, kam pa zakaj. In da se mi odlepimo od sistema, rabimo en fokus. Fokus pomeni, da te nihče v tvojih idejah, vizijah, željah, planih ne more premakniti. Pa reči, jaz grem zdaj pa en majmun prišel pa rekel, da greva sem. Ne, majmun, ne. Jaz grem ti pejt kamor češ, moj fokus je tjalele. Zdaj ta fokus je lahko vezan, je bil na neke poslovne rešitve, pa na bajto bom naredil, pa ne vem, fasado bom dokončal, pa tle si bom naredil kamin, pa 15 gremo na dopust, recimo. Vse to so bili fokusi. Zdaj pa postaja en fokus precej ni modern, ne, on je starodaven, da gremo nek duhovni napredek. Duhovni napredek, to je precej širok pojem. Ne gre za to, da zdaj mi moramo pa meditirati, pa se iti budistične neke mantre, vse to pomaga, ja. Ampak, da se vrnem, večkrat sem poudaril, kekčevo svobodo mi hočemo, kekčevo duhovnost in kekčevo stoično držo, pa še zajebancija, pa še žur,
pa še kaj pogrunta. Ne? Ta kekčeva. In zdaj se mora človek odločiti, da ga ne bo več strah nekih stvari, ampak bo stopil korak naprej in korak naprej se mi navadno smo bali narediti, zaradi tega, ker kaj bo pa pol, ne? Kaj bo pa pol, mi pa ne vemo, kaj bo pol, če mi jaz naredil ta korak naprej. Ja, če je to korak k vašemu cilju, k vaši viziji, k vašemu tistemu, kar imate radi, pol ne bo narobe. Pol boste samo bližje sebi, ne? Ker če delate, zdaj sem si tle par stvari zabeležil, moram prav, evo, ko delaš rad, ne? Si predstavljate nekoga, ki zares rad igra harmoniko ali pa kitaro. No, to sem jaz. Pred leti sem to še rajš, zaradi tega sem te inštrumente rad vzel v roke. Pa nisem znal igrati, ne? Boril sem se, matral sem se, pa tle z eno roko, pa tle z drugo, pa vleči not, pa ven, pa nič ne vidiš, kam tam, tih tipk sploh ne vidiš. Kakšna muka je? Ni muka. Ampak koliko energije rabiš, preden ti zašpilaš na planincah, ali pa pol dvoprstno, ali pa celo tropot, ne? Da znaš po akordih hit, tudi mole najdeš in tako. Hočem reči, tisto, kar imaš res rad, ni težko. Je težko, ne? Samo če imaš rad, gre ful lažje. In zdaj fokus, ki ga danes iščemo, nasploh ljudje v tej družbi v današnjem času, smo pogruntali, da pač v sistemu ne valja in smo se sfokusirali ven iz njega. Ne? Kam? Kaj, ker je ful denarja, ali kaj, ker je ful lažje, ali kaj, ker imamo stvari radi. Evo, to je tretjo valjda, a ne. No in zdaj, tle so pa nam te sanje, kaj imamo radi, nam je sistem dosti zgodaj pritisnil. Ne? Že tam 3., 4. razred že nismo več vedeli, ali bi bili rajš zdravniki, ali bi bili rajš vozniki avtobusa. Ne? V 8. razredu pa smo bili že čisto brklani. Živ Bog ni več vedel, kaj bi radi bili, in odraščamo in mi smo pozabili na naše sanje, kaj imamo radi. Ne? In vsak pri sebi bo mogel definirati, kaj ima rad in kaj našpičiti svoj daljnogled, svoj fokus. Kelele, ki imam rad. Ker to je najlažja pot. Če tudi izgleda mogoče tamle malo lažja naokrog, ima ziher neko past. Ker ta sistem deluje na principu pasti. Ne? Pridi, trsk po klamfi. Kamor imate radi in tam ni več ovir, ga ni človeka, ki vas lahko potegne nazaj. Vas bodo želeli, absolutno ne želijo. Sistem ima tudi svoje pomočnike, ne? In ti pomočniki ne želijo, da vi greste tja, kjer imate radi, ker sicer boste postali srečni. In to je pa za nakriž. Tisti, ki je srečen, tega je treba kar ubiti. Tako nekako ta sistem funkcionira, zaradi tega je ta celotna družba tako zagrenjena. Ne? Vsi v piko gledajo, tisti, ki se pa smeje, ki poslušam tako, pa slišim ta prisiljen smeh, pa si mislim, joj, koliko iskrenosti je pa tle noter, ne. Tako da ja, fokusirati se moramo in držati ta fokus, ne pustiti, da ga kdo razturi. Najlažje se bomo fokusirali na stvari, ki jih imamo radi. Ja? Druga alineja. V tem primeru, če greš tja, kamor greš rad, boš tudi svoj dan in svoje obveznosti, ki jih imaš, podredil temu, kaj imaš rad. Torej, če jaz rad igram harmoniko, zdaj ne več toliko, ampak bom jo vzel za primer, če jaz rad igram harmoniko, bom se mogoče bolj na hitrico stuširal, pa bolj na hitro bom pojedel, pa zunaj je trava za pograbiti, bom pa me pa puste harmoniko igrati, ne? Oziroma bom šel jaz ven tisto travo pograbiti pol, ko bo mičkeno bolj hladno, dežja ne bo, se pravi ta malo kalkulacija, ta čas pa lahko igram. In ker igram, ker to delam rad, sem celo iz dneva v dan boljši, hitrejši in pa nikoli nisem nič zaslužil, pa najverjetneje tudi ne bom s harmoniko nič zaslužil, ampak vložil sem pa v njo ogromen časa, ker mi je ona vrnila nazaj, z ljubeznijo ves čas, vedno znova in znova.
vizualizacija, ne? Jaz si predstavljam lep svet. Jaz sem si predstavljal, da sem dober harmonikaš. Nek ta vizija, kakšne sanje. Brez tega ne gre. Kaj? Mislim, bom harmoniko igral, kaj? Zakaj? Mislim, če ima človek vizijo, gre lažje, a ne? Se pravi, dajte si probati zvizualizirati v kontekstu, mislim, saj vsak slaščičar, pa vsaka gospodinja, ne, ve, kakšno zelje bo skuhala, ne, že preden so sestavine, gre sploh nabrati in tlele si zamišlja, zelček bom skuhala, vem, imam, ne. Najprej mora biti tle not slikica, občutek, kaj bi radi, kaj želimo, pa ne, kam. Tako in potlej imaš, kaj še, notranje znanje in izkušnje, kaj je zate prav na ravni uma in srca. Tako sem se zabeležil, razumete? Vse še jaz ne nič bati. Kadar imaš ene stvari rad, takrat pomagaj si in Bog ti bo pomagal, ne? Sreča je na strani pogumnih. Kadar delaš nekaj z ljubeznijo, takrat naenkrat pridejo vse sile univerzuma in ti pomagajo, ne? In ti od nekje pobereš že neko znanje, ti kar ne veš, od kje zdaj to veš. Kar ne, pa se to tudi znam, pa se to tudi ne. To je zaradi tega, ker je to noter že v tebi, si prinesel na zemljo stvari, ki jih imaš rad, jih vzgajaš in univerzum te pri tem podpira in ti pomaga. Kadar gremo mi na napačno pot, nas univerzum brani, pa pravi, ne iti tja, stari, boš pokajali dobo, ne, in te univerzum brani na nežne, malo manj nežne in na koncu krute načine, ti preprečuje, da greš tja, kjer ni prav, ne, zate ne. Mislim, jaz ne bom pilot, ne, pa so zaradi mene lahko vsi okrog mene piloti, jaz pač ne bom. Lahko pa igram kitarco tam gor, to pa lahko. Lahko se pa pelemo skup, ne. Se pravi, mi imamo v sebi že to, tisto, kar imamo radi, že definirano. Je v nas noter, sem definirano, pa še ni, tle moramo pa fokus, pa trdno moč in voljo in jasen in glasen namen grem tja in univerz nam pomaga, mi noter smo že, imamo tisto, kar imamo radi, ne. Tako da, ko boste stopili na pot k sebi, k stvarem, ki jih imate radi, meni verjemite, da vas bo ljubezen, ljubezen je univerzalna, univerzalni univerz vas bo pahnil, ljubezen, pa se z ljubeznijo delate neke stvari, a ne. Vse je čisto simpel, ljubezen pa naprej pomaga, ljubezen pa itak premaga vse, ne, še zmeraj je. No, in v bistvu, kadar boste se umirili, kadar se mi umirimo, šele takrat lahko pogruntamo, kaj bi radi. Mislim, jasno je, česa ne maramo, to že, kar dosti dobro vemo, ne. Kaj imamo radi, pa nekako kar resonira z nami, ne. Privlačile vas bodo stvari, ki resonirajo z vami. Ja, mislim, ja. Če te nekaj privlači, pa resonira s tabo in kar resonira s tabo, te privlači. Si predstavljate, ko greste po tržnici, ne vem, jaz sem bil v Marakešu, to je pač mega tržnica, zdaj imam slikico. Gres milijardo je nekih produktov, ampak ena stvar ti pa tole in ti vzame pozornost in ugotoviš, da si najde nekaj, kar v bistvu ti že 30 let iščeš. Ti všeč, ampak lej, stari, tlele je. Univerz ti reče, poglej desno, ne. To niso naši umi. To ni naša glava, mišica, vratna rekla, pojdimo desno pogledati, se zastopimo. In ta vibracija, s katero mi moramo sodelovati, sistem nam jo je pa prikrival, umikal, meštral in motil. To imam naslednja alineja, prehitevam. Ne, čisto pravo, glih prav sem pa šel. Skratka, sistem pa proba nam ta fokus ves čas zmešati, da ne bi slučajno mi našli sami sebe.
Ker tam, kadar pa mi najdemo sami sebe v stvareh, ki jih delamo radi, tam postanemo pa nepremagljivi. Ne more nekdo igrati boljš harmonike. On jo ne mara igrati, jaz jo imam pa rad. Jaz jo pa rad igram. Kako bo on boljši? Lahko kakšno pesnico, dve bo naštrcal k frajer, ampak generalno bo pa feeling od mene drugačen, ne? Ker bom pel, igral iz sebe ven z dušo in srcem, ne? Nič tehnike, ni tle tehnika, zdaj pa ful bolj hiter znam, ker sem ful bolj hud. Čist počas so pesmice, lejte, kako čist počas pesmice. It's good to be king. Mislim, da je naslov It's good to be king. Ja, res. V redu je, če si kralj, super je. Kralj na Betajnovi. Kdo je kralj mojega srca, kdo je kralj mojih misli? Ja, valjda jaz, ka bo Janša ali kaj, drkač v sran, pa še jih je. In pa tudi na lokalnem nivoju, pa čist bliso, ne, mislim, vsakmu izmed nas, ne. In jim ni v redu, kadar mi postajamo kralji, ker tega se pa bojijo, ne. In ker mi nismo nasilni, to ni v naši naravi. Ni v naši naravi, da smo agresivni. To je obrambni mehanizem, ja, kadar smo v nevarnosti, takrat pa postanemo. To je pa tudi Dev, krasen, Angel je naslov komada, tale, Divine Down Sand, Divine. Ja, in ta fokus, kadar se zdefiniramo, bolj, ki ga treniraš, bolj, ki ga vadiš, boljši si. Ne? My Angel, to je pa Annika van Gelsbergen. Tudi taka punca je, joj. A vidite, čist počas gre komad. Ni, ne rabimo nobene hitrosti 300 na uro. Počas. Kadar gremo hitro, so napake. Tak, je napaka. Nočemo napake narediti. Počas, boš brez napak, kakor hiter z napakami, kaj ne? Ker čim napako narediš, se moraš ustaviti nazaj, popraviti, pa si izgubil. Ves ta čas, ki si ga prderkal. To je na cesti, to je v življenju, to je, ko kuhate, se polije, ne? Pa je treba pa pobrisati, no, a se je mudil, ne, se je, no. In to je ena izmed takih lekcij, človek, počasi. Boljši, ki si, ne, bolj, ki vadiš, boljši si in to te vodi noter v notranji mir. Bolj, ki si dober, bolj si pomerjen, ja. Valjda sem hud. Samo to ne pomeni, da zdaj pa neseš ven, pa se rečeš, ko sem jaz hud, ne. To je ego, da si pa ti noter, pa rečeš, ja, majster, obvladaš, kaj ne, lej se si že, dajmo za primer moj kruh, te prvi ni bil v redu, veste pa 40 tudi še ne, pa mislim, da tudi 70 je bil bolj tako. Pa smo pa malo tehniko zdrsali, ne, ampak fokus je pa bil, želja moja je bila narediti kruh, hlebec boljš, ki ga kupam jaz v delikatesi, žito, pekarna, ki je številka 1, kot zame. Pa še boljš ga naredil, ali pa vsaj tacga, ma sem jih že pelil lulat. Ne. Skratka, ko ti stvari obvladaš, ti noter postaneš miren, zaradi tega, ker si samozavesten, ker veš, da če pride debata o kruhu, z veseljem odpreš, z veseljem se pridružim tej debati, ampak ko ti začne pajac buča prodajati, boš ga namesil, mesi, pol se bova pa nadaljevala, ne mi pa buč prodajati. Kaj bi mogel dati not, da bo bolj pa neki, pa kako sem narobe zavil, te bom s tem testom, ti ga bom napopal kaj na nos. Ne more tepe en buč prodajati, če si ti streniral, na harmonike se ne navadiš v 3 urah ali pa v 1 tednu. Ja pa kruha se tudi ne navadiš peč v 14 dneh, ne? In ne more pol en pajac, ki še ni nikoli ne pekel, ne harmonike igral, pa bo zdaj pa meni pamet celil, kako se meh vleče, pa kako se prav, ne. Jaz sem dober v kruhu, vi ste mogoče dobri pa v potici, meni potica pa še ni ratala, evo. Enkrat, samo enkrat, pa pol 5krat nikoli več, pa sem rekel, klinc pa ne bo. Mogoče bi pa jaz Pehtranovo potico naredil, tam je pa še dobra ideja. Ja, evo, fokus, sem si naredil, strukturiral sem si, prav pokazati vam moram, kako si jaz pripravim zdaj po to novem za vas tak miselni vzorček, ne. In zdaj smo prišli sem, ne, vodijo stvari. Skratka, fokus, bolj, ki ga vadiš, boljši si,
To te vodi v notranji mir, ker veš, kaj je zate prav, kaj te pomirja. In zdaj mi moramo iskati mir, a ne? Preko fokusa, dragi moji. Ko boste se sfokusirali, da vi hočete ven iz sistema, boste najdeli mir. Ja? Ko boste imeli mir, boste lahko šli ven iz sistema. Ja? Oboje drži, nisem se nič zmotil. Ker ko boste šli ven iz sistema, boste šele ugotovili, kaj je blažen božji mir. V sistemu imamo izpeljanke miru. Joj, sem v službi cel let, ne, zdaj grem pa na morje, bo pa mir. Ni to ta mir, dragi moji. Ne? Misliš, da je, pa ni. Največ mera jaz, zase govorim, pa smatram, da nisem edini, ker smo human being, a ne? Mr. Bean, human being. Ker smo človeška bitja, smo ljudje na zemlji. Kaj sem že hotel reči, mi smo human being. Kje najdem, ja. Jaz najdem v naravi, ne. Zaradi tega rade volje prespim zunaj v Bognu, mi to da precej. Rad se sprehodim po gozdu, po naravi, ob vodi, po vodi, v vodi. In največ miru najdem sam, ne. Ok, pa 2 psičke, no pa ena mi jo zakuha, včeraj mi je spet odtekla 9 kilometrov stran, sem jo mogel tiskati, mislim, kaj tazga. Ampak je pa šla pa na tak plac, ne, da ko sva s tem, ki jo je najdu, sva midva takoj odprla debato, mislim, kje človek živi, mislim, kaj tazga. No, mislim, bom šel kar taborit tudi, lepo, tam se sliši bobnarica, ptica bobnarica. Redka ptica. Mir, ja. Iz sistema ven. Pejte se nafutrat v naravo. S potjo, ki boste v naravi, dajte pozornost na vodo. Kakšni so vodotoki, kakšni so izviri. Mi se bomo o vodi še mnogo pogovarjali, ker že ko sem nastavil temo o vodi, sem dobil 3 feedbacke, a ne, o načinu izboljšanja vode. Mi bomo probali vse 3, ne, da pridemo na čisto, verjamem, da me noben od teh noče prinesti okrog, daleč od tega, hočem pa reči, da imamo več možnih rešitev za popraviti nastalo situacijo, ki jo je ta džavolo nakuril na tej zemlji, ne. On si je zamislil uničiti nam vodo. Do daske. Res. In če se ne bi zdajle ti migi gor vozili pa odvažali teh, ki so člani društva Satanizem d.o.o., ki so pač podporniki satana, ne, se pravi, čisto vse vlade, mislim, zdravstvo, pa jaz verjamem, da ni vsaka medicinska sestra, pa vsak doktor, ampak zelo velik procent, prevelik procent. Mi gre pol na živce, kaj pa če službo rabim. Dragi moj, ne moreš delati za satana, jaz sem tudi delal pa poročila, pa sem rekel, ne bom pomagal lagati, možnost izbere ima vsak. S tem, da sem te stvari delal rad imam mešalno mizo, zvok, tehnologijo, da mi pokajo zvočniki, da sem točen, natančen, te stvari imam rad. Sem lagal pa ne bom, klinc, ja pa ne boš mu plačal take, pa ne bom lagal, pa kurc pa plača, ne. Taka. Bom pa manjša, sem jaz lagal ne bom, sistemu ne bom pomagal. To je bila moja odločitev. Jaz verjamem, da ima vsak to možnost te odločitve, možnost izbere. Po drugi strani opazujem ljudi, rad grem na kavo med ljudi, tako da jih malo opazujem. Ne, pač psiholog mora pogledati te paciente svoje. In opazujem gospodično natakarco, prišla samozavestna delati. Zdaj počasi se končuje ta neka pogodba, ampak ona je iz dneva v dan bolj izčrpana in je rekla, meni se bo zmešalo. So rekel, valjda, valjda se ti bo, sistem te tišči ne, zdaj pa izstopi iz tega vlaka, ne, ali boš počakala, da te sežgejo.
Ali boš pol kasneje mičken, boš počakala, boš kasneje bolj močna, da boš enega. Da se boš končno postavila zase, pa rekla, stari moj, tole pa ne. Hočem reči, vsi imate možnost izbire. Sistem vas bo pritiskal dokaj, da boste uboleli. Lahko ubolite ta moment, lahko pa počakate še na 2 meseca, da vas caftajo, ne? Da vas maserajo. Ker slej ko prej boste znoreli. In takrat ste pa glih te pravi z psihiatrijo, tam pa koktejlček in nikoli več se ne zgodi pravljica. Tako je delala psihiatrija, ubijala dušo v človeku. Dajte paziti nase, dajte paziti na vodo, dajte paziti na svoj mir. Držite svoj fokus, kamor ste se odločili, da greste, pejte. Sam duhovni napredek ni toliko, mislim, ja, duhovni napredek je ful pomemben, no, bolj sem hotel reči, zato ker imam tudi te izkušnje. Ljudje zdaj so začeli se iskati, ne, in zdaj od Poncija do Pilata, kako bi me kdo pomagal. Ta star smreka ti bo naredila največ miru, sreče. Vodika ti bo naredila mnogo več dobrot kot katerokoli zdravljenje, ne vem, zdaj se bom zmislil, ali z gongom, ali hoja po žerjavici, ali ne vem. Ti rituali niso potrebni, ne, kekec ni nič teh ritualov, ne. Ko so noge zgazeble, je pa odrek stopil od kravice, ki je bil topel, ne. Je pa imel mazane noge, ja, glivic pa ne. Življenje moramo vrniti nazaj, ne v future, kjer nismo mi, ampak nazaj, kjer smo bili ljudje. Ljudje na zemlji. Ne v čevljih, ne v avtomobilih in ne v letalih. Nisem rekel, da moramo zdaj to ugasniti vse skupaj, ampak primarno smo pozabili v teh avtomobilih, da smo ljudje prišli in spadamo v naravo. Tako kot jelen, srn, lisica in pa volk, pa se liba tudi. In drevesa tudi. In vse to ima nek energy in vse to prejema, oddaja in transformira energy. In mi se moramo v njega uglasiti, v to harmonijo. In ja, mislim, ne morete se uglasiti v sami sebe, če date 3D očala gor, pa metaverse, pa. To je daleč stran od tega, od habitata, kjer smo se rodili in kamor spadamo. Ja. Dosti je. 28 minut. Tako kratek. Ja, saj prav, purčke. Krasen sončen dan je, ne, ni še konc, no, pa ful stvari vam imam zapovedati. A kaj sušite? Jaz ful sušim za čaj. Pogruntal sem, da je ful stvari, ki rastejo in me čakajo, pravzaprav sušilnica, ki jo imam, je čist polna skozi, ne. In jaz sem pogruntal, da pač ta sušilnica, ki jo imam, si jo je zaželela še ena kolegica, in bom naredil sušilnico, še eno tako, in mogoče bom pa naredil jih kar več. Tako da, če bom kdo kakšno željo, ne, jaz, ne vem, ali bi vam pokazal mojo, ker moja je čist primitivna. Ta zdaj so pa z gospodom mizarjem, no, se ni mizar, kolega. Bova pa lepš naredila, še boljš. Ampak takole vam čist na brzino, takole vam jaz v pečici, se mi suši bezeg, ja. Ampak to je res velik bezga, ne. Hočem reči, tiste sušilnice, ki jih kupite, tiste, veste, ki so okrogle, pa neke protfani, tiste mogoče super za kakšne hruške, jabolka, bezga pa daš kaj noter res bolj malo. Tole pa super, pa jaz meto kar celo not, pa pol posmukam. Malinove listke, robidove listke, melisa, kamilce, marjetice, regrat, koprivo, vse sort sem že posušil. Skratka, jaz bom naredil te pladne, ki grejo glih v pečico, no, pa jaz mislim, da bodo dosti ugodni, se so zelo čisto enostavni, no, mislim, spoji je umetnost, no, ampak ja, bomo naredili jih več, tisti, ki pa bomo željo, se bo pa tudi pofočkal že. To je to, ne, pa čajčki so zdravi, ne, to se suši zaradi tega, ker je zdravje not, ne, pa šabesa bo tudi zdaj za, mislim, bezga je tok, da
Pa jaz ga imam tako rad, jaz ne vem zakaj. Ok, kul, zdaj sem začel pa že nakladati. Imejte se lepo, prečudovito, uživajte, pejte spat ven, super je. Ajde, čau.